Po programu nadaljujemo z okroglo mizo na temo Razvojni potencial Slovenije z naslovom Celovita analiza raziskovalnega in inovacijskega sistema. Podlago za to razpravo predstavlja poročilo Raziskave in razvoj, ki ga je pod vodstvom prostovoljca Tima Webra pripravilo Društvo Vtis. Dokument je strateški načrt za posodobitev raziskovalnega in razvojnega prostora v Sloveniji. Temelji na poglobljeni analizi trenutnega stanja, prepoznavanju ključnih izzivov in priložnosti ter nudi smernice za izboljšave. Poročilo vključuje predloge za boljše in stabilnejše financiranje raziskav, okrepljeno sodelovanje med univerzami in gospodarstvom in spodbujanje mobilnosti raziskovalcev. Cilj dokumenta je oblikovati celovit načrt, ki bo slovenski raziskovalni in inovacijski sistem usmeril v bolj konkurenčno in inovativno prihodnost. Okroglo mizo bo moderirala Klara Eva Kukovičič, ki jo mnogi poznate kot televizijsko in radijsko voditeljico na RTV Slovenija, moderatorko prireditev in avtorico. Od leta 2019 vodi oddajo Infodrom, od aprila 2023 pa prebuja poslušalce na prvem programu Radia Slovenije. Poleg tega je vodja govorniške ekipe društva TEDx Ljubljana, kjer širi ljubezen do srčnosti in dobrih idej. Njeno delo je osredotočeno na komuniciranje znanosti, podjetništva in prebojnih tehnologij. Klara Eva Kukovičič, besedo predajam vam. Hvala lepa za besedo in tako lepo napoved, povsem predolgo. Moja bo krajša. In sicer, kot že rečeno, se bomo v naslednjih minutah, naslednji slabi uri pogovarjali o beli knjigi, ki so jo prostovoljci, slovenski strokovnjaki pripravili kot poročilo z naslovom Razvojni potencial Slovenije, celovita analiza raziskovalnega in inovacijskega sistema. V nadaljevanju bomo lahko prisluhnili panelistom, in sicer ti so Tim Weber, vodja projekta, dr. Sebastian Dale, predstavnik Mlade akademije in soavtor projekta, potem pa tudi magistrica Marjana Majerič, izvršna direktorica GZS za strateški razvoj in internacionalizacijo, dr. Gregor Kosec, soustanovitelj podjetja ACIS Bio in pa Jakob Gajšek, direktor Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja. Pa jih z aplavzom kar povabimo v ospredje. Tako, stolov je dovolj, mikrofone si bomo pa malce podajali. Spoštovana publika, vsi tisti, ki ste bili z nami že včeraj na prvem delu simpozija, gotovo že veste, da ste vabljeni in dobrodošli, da sodelujete na okrogli mizi. To pomeni, da ko imate kakšen komentar, vprašanje, kar pogumno z dvigom roke najavite, da želite priti do besede. Mi pa vam bomo predali mikrofon. Zaradi tega, ker so danes z nami tudi online poslušalci, poslušalke, ki jih prav tako lepo pozdravljamo. Začeli bomo pri zelo splošnem vprašanju. Tim, namenjeno bo tebi. Sicer vodja projekta, oziroma ti si se, bom rekla, najbolj angažiral, da danes pred nami stoji, leži tale knjiga, ki ni bela, je pa vijolična in zelena. V njej pa si izpostavil kar nekaj ključnih, dajmo temu reči, raziskovalnih področji, ki imajo tako prednosti kot tudi nekatere izzive. Prosila bi te, torej, da malce orišeš ozadje nastanka tega dokumenta, zakaj ste se odločili, da to spišete, kakšen je bil postopek, kdaj ste nenazadnje raziskovali vse te tematike, da si znamo predstavljati, o čem se pravzaprav pogovarjamo. Ja, hvala za besedo. Rad bi tudi pozdravil vse danes v občinstvu, tudi v mojem imenu. Ja, bela knjiga je kar projekt z dolgo brado. Vse skupaj se je začelo leta 2020, kjer, kot vemo, se ni zgodilo nič pomembnega, razen ena pandemija je bila, ne vem, če se še spomnite. In v glavnem, takrat smo v društvu
se kot vsi ostali tudi preselili na online dogodke in se pogovarjali o tem, kaj bi lahko kot vtisovci v bistvu naredili, da pomagamo nastali situaciji. Gledali smo, kako se po svetu znanstveni in raziskovalni sistemi v bistvu angažirajo zelo hitro, da so nas pripeljali do rešitev, ki smo jih imeli za nastalo situacijo in se nekako spraševali, zakaj v Sloveniji ne moremo bistveno in pomembno doprinesti k temu napredku. Nekako skozi debate in diskusije smo odkrili, da je eden od glavnih problemov pravzaprav neka togost našega raziskovalnega in inovacijskega sistema. Zato smo se v društvu odločili, da na to temo napišemo neko poročilo, nek dokument, kjer poskušamo zajeti, kakšno je pravzaprav stanje na tem področju v Sloveniji, ker smo ugotovili, da se s to temo na tak način še noben ni ukvarjal. In pa hkrati, da nekako zajamemo vse znanje in izkušnje, ki jih imajo naši člani. Kot smo slišali danes, delujejo v več kot 55 različnih državah, poznajo različne sisteme in poskušamo nekako ta znanja in njihove izkušnje iz prve roke pripeljati in umestiti v kontekst slovenskega prostora. S tem namenom sem se sestal z različnimi deležniki v raziskovalnem in inovacijskem prostoru v Sloveniji, od univerz, raziskovalcev samih, različnih nevladnih organizacij, podjetij, ki se ukvarjajo z inovacijami, nekako z namenom, da spoznam, kaj so pravzaprav tiste glavne teme, ki so pomembne v prostoru raziskovanja in razvoja v Sloveniji. Zato, ker če hočeš vprašanje oziroma neko problematiko rešiti, moraš poznati, katera vprašanja pravzaprav postaviti. Celoten prostor smo razdelili na 4 glavne sklope in potem še na manjše teme, na katerih smo zadnja 4 leta s prostovoljci delali na boljšem razumevanju samega problema in pa na predlogih rešitev, ki bi morda lahko nas premaknile iz tega statusa quo. Zelo pomembno se nam zdi, da je to poročilo ni neka dikcija, kaj in kako bi bilo potrebno stvari spremeniti v Sloveniji, da bi stvari delovale, ampak zasnova tega poročila je, da postane neka platforma za dialog o tem, kako naprej, da se različni deležniki lahko med sabo končno pogovarjamo o nekem celovitem sistemu in da naslovimo ta vprašanja celovito, da ne počne leva roka nekaj, desna roka pa nekaj drugega, med sabo pa ni nobene komunikacije. Če zaključim še z nekim uvidom, ki sem ga imel, pravzaprav, ko sem se pogovarjal z različnimi deležniki, se mi zdi, da vsi razumemo, kaj so problemi v Sloveniji v tem prostoru, med sabo pa se nekako ne znamo dogovoriti, kdo je odgovoren za to, da se tukaj kaj spremeni in na kakšen način bi to lahko poskušali spremeniti. In še enkrat upam, da bo to poročilo služilo, če ne drugega, kot grešni kozel za kogarkoli, ki bi bil dovolj pogumen, da poskuša nekaj spremeniti, ker tudi če ne uspe, je bolje, da v duhu inovacij poskušamo z neko spremembo, pa se iz nje nekaj naučimo, kot pa da čakamo, da stvari stojijo in ostanejo iste, kot so. Hvala lepa. Omenil si 4 področja. Bi lahko samo še nekaj več o tem povedal? Ja, zdaj jaz bom malo goljufal, pa pogledal v kazalo. Zdaj knjiga je tukaj vsem na voljo v tiskani verziji, si jo lahko pogledate pri check-inu. Bomo pa jo tudi objavili v kratkem na naši spletni strani. Gre za ta 4 področja, se pravi izobraževanje, gibalo napredka. Tukaj gre v bistvu za prepoznavanje tega, da za neke dobre inovacije pravzaprav potrebuješ znanje. Naše znanje v Sloveniji ni slabo, to prepoznavajo tuji strokovnjaki, to prepoznavajo mednarodna podjetja, ki se odločajo, da odpirajo predstavništva pri nas. Moramo pa narediti korak naprej, da lahko ta znanja pravzaprav bolje izkoristimo tudi sami, da se ne zanašamo toliko na tujino in na tuja znanja, na tuje načine inovacije, ampak da najdemo nek svoj način, kako naprej. Potem je tukaj odličnost raziskovalnega okolja, kjer se dotikamo
pravzaprav sodelovanja med akademskim svetom in pa gospodarstvom, ter poskušamo razumeti, na kakšen način se to dogaja danes in kako bi lahko iskali sinergije med tema dvema področjema. Naslednja sekcija je transparentnost in administracija. Kot smo že slišali danes, slovenska birokracija včasih zna biti dokaj toga, kar je na eni strani zelo dobro, da imamo pravila, po katerih vsi znamo igrati, po drugi strani pa, ko se gre za inovacije, rabimo nek sistem, ki bo znotraj naprej danih pravil omogočil pravzaprav, da ideje pridejo do trga, ter pa komunikacija in jezik. Zakaj? Zato, ker znanost sama po sebi ne služi namenu, če jo ne znamo prenesti nekako na širšo publiko, če ne znamo sporočati ljudem, zakaj je potrebno, da vlagamo v znanost, če ne znamo razlagati, zakaj se kot recimo biolog za teden dni zaprem v črno sobo za mikroskopom in gledam neke celice, ki nekaj počnejo. Če ne znam to razložiti, potem nekako širša javnost tudi izgubi interes v znanost, izgubi neko spoštovanje in temelj inovacij so bazične raziskave, katere bo vedno morala podpreti država na nek način, posledično tudi državljani, ki financirajo davke, da se lahko takšne zadeve financirajo pravzaprav, ne. Tako da to so nekako 4 glavni sklopi, znotraj teh pa smo potem poskušali razdeliti na bolj manjše probleme in nasloviti vsakega posebej. Hvala. Gospa Majrič, vi imate že repliko. Ja, replika v tem kontekstu najprej seveda sem zelo vesela in počaščena, da smo tudi kot gospodarska zbornica bili povabljeni k tej okrogli mizi in pa seveda zelo veseli smo in spremljamo vtis. Tudi na velikih področjih smo že sodelovali v preteklosti in verjamem, da za to belo knjigo bomo lahko naredili še nov korak naprej. Torej, replika je zelo pozitivna v kontekstu tega, kar smo tudi prebrali in pogledali. Bi pa mogoče izpostavila, da smo mi aprila lani podpisali zavezništvo, razvojno smo tako ga imenovali, tako za Vlado Republike Slovenije, Gospodarsko zbornico skozi gospodarstvo in pa z KOSRIS-om in pa KOSRIS-om kot bi rekla institucijo vseh raziskovalnih inštitutov in pa tudi za rektorsko konferenco, ki predstavlja tudi bi rekla univerze in pa konkretno tudi fakultete znotraj teh univerz. Tle smo si tudi zadali konkretne cilje in pa korake in moram reči, da smo znotraj gospodarske zbornice zelo pozorni in ves čas, torej ne samo pozorni, imamo akcijski načrt, kar pomeni, da ves čas opozarjamo, kje smo določenih področjih. Seveda imamo tudi strateški svet za raziskave, razvoj, inovacije znotraj gospodarske zbornice, kjer enostavno smo, bi rekla, aktivni udeleženec znotraj tega ekosistema, kajti vemo, da nočem spet ta dragi report, ki ga vsi zdaj govorijo, ampak vidim, da se o njem veliko govori, ampak potrebne so pa akcija, a ne. Zaradi tega, ker ta dragi report vsi vidimo, joj, kaj se dogaja, Amerika, Kitajska in tako naprej so nekako zdaj pred nami. Ok, Amerika že nekaj časa nekako bila v boku konkretno z Evropo, ampak dogaja se pa vse po starem. Torej, vse vsebine, novi strateški načrti in vsebine, ki jih nekako znotraj Evropske unije postavljajo, nimamo te drznosti ali pa tega, bi rekla, kvantnega preskoka, če tako rečem, a ne, ker če daš dovolj energije v neko smer, pride tudi do tega kvantnega preskoka in tukaj moramo vsak posameznik, a ne sam čakati, kaj se bo dogajalo top-down, moramo tudi bottom-up stvari postaviti in sem zelo vesela, da imamo take
take mlade, nadobudne ljudi, bi rekla v patronatu Tima Webra, da enostavno da se ta bela knjiga predstavlja oziroma sploh publicirala in verjamem, da bomo tukaj tudi znotraj z roko v roke tudi z Vtisom naprej delovali, kajti verjamemo, da tako kot smo se prej pred Verjo pogovarjali, naši ambasadori slovenski niso znotraj Slovenije, ampak jih imamo po terenu. Mislim, da so to najbolj ponosni zastavonoše, tako kot športniki in tudi sama rojena v Nemčiji, staršem očetu pol Avstrijcu, pol Slovencu, mami Mađarici, a ne pa pol Hrvatici, tako da smo zelo obarvani v vseh nacijah in smo vedeli, kaj to pomeni, a ne spoštovanje neke svoje kulture in pa seveda ta pogled od zunaj je veliko drugačen. Zdaj, ti ljudje, ki pa so znotraj Slovenije ali pa ki smo znotraj Slovenije, pa bi včasih bilo dobro, da se bi mogoče odpravili malo v tujino ali pa ven pogledati, zato ker potem znaš tudi ceniti, kar je znotraj države in pa tega okvirja. Je pa seveda ta neka samokritičnost in pa tisto, kar pa nam manjka, povezovanje, sodelovanje, nek konstruktivni dialog, kar pomeni, da tudi kakšen korak naredimo nazaj in ne gledamo samo to, kaj bojo naše koristi, a ne, da gremo res v ta družbeno odgovorni vidik. Tukaj nam pa pač bi rekla še manjka in to je pač bi rekla moja pozitivna replika k temu, ker verjamem, da k temu, kar smo že z vlado podpisali in tudi na zakonu ZRID-u skupaj postavili tudi procente bi rekla v proračun ali pa od bruto družbenega proizvoda smo opredelili, koliko je potrebno, da gre v raziskave, razvoj in pa tudi inovacije in pa predvsem, kako ta most postaviti med raziskovalnim, akademskim delom in pa gospodarstvom. Tega se bom pa tako zdaj dotaknili skozi vaše vprašanje. Ja, tako, ker ste ravno omenili povezovanje pa sodelovanje, bi morda začeli prav s tem, ne, kako vi ocenjujete, kakšen je zdaj ta most med akademijo, gospodarstvom, industrijo, izobraževanjem? Jaz bom rekla takole, zametki mostu so, ampak če mi želimo ta trdni most narediti, moramo pač enostavno imeti najprej voljo na eni strani, torej vse izhaja, vsaka sprememba gre iz nas samih, mi ne moramo čakati, da bo nekdo izven nas. Seveda je pa potreben tudi sistem, ki ta most dela trden. Zakaj? Če je še zmeraj odličnost samo v raziskovanju in pa recimo publiciranju člankov, ti ne moreš potem na nek način se fokusirati v povezovanje z gospodarstvom, kaj ti na nek način gledaš na tem, kako te bojo šefi ocenili ali pa na kako boš ti lahko po nekih lesnicah napredoval. Takrat, ko bo pa vzpostavljeni temelji za to, da si ti lahko tudi raziskovalno ekscelenten, če imaš projekte znotraj gospodarstva ali pa če si ti v bazičnem raziskovanju, ki ga nujno potrebujemo. Torej bazičnost gre za tisto, da nas meče ven iz neke cone udobja, neke novitete prihajajo iz tega dela. Ampak da mi ves čas tako aplikativne kot bazične raziskave upenjamo v gospodarstvo in da iščemo, kje so tiste, bi rekla, kje so tiste vsebine, ki jih lahko potem tudi ki jih lahko skozi inovacije komercializiramo, kajti moramo se zavedati, če mi želimo imeti, torej temu se reče spiralni del, če mi hočemo imeti dobre, recimo izobražen kader in zato, da pridemo do raziskav in razvoja, ti potrebuješ to povratno zanko, temu rečemo return on investment ali pa povračilo investicij, zaradi tega, ker bolj, ko si ti tudi bi rekla uspešen in komercializiraš stvari, ti potem z plačevanjem davkov in prispevkom v blagajno spet vrneš denar nazaj, kar pomeni, da lahko še več investiraš v raziskave, razvoj in pa na nek način podpiraš akademsko tudi delovanje. Jaz tukaj ne govorim samo o tehnološkem, tudi ta humanitarni, družbenoslovni, tudi ta vidik je potrebno spodbujati za to, da gremo, torej ne gledamo samo ta
ko vsi zdaj nekako gledajo roboti, tehnologije, umetna inteligenca, tudi ta človeški del, zato sem o tej družbeni odgovornosti in o tem vidiku postavila, ker smo zdaj tle v Etnografskem muzeju, tudi vidimo, koliko je ta del tudi raziskovanja koristen. Torej, če mi tega, jaz temu rečem, če mi nimamo zdrave hrbtenice, ki se ji reče gospodarstvo neke nacije, mi ne moremo potem tudi na športu, kulturi, infrastrukturi in tem delati. In zaradi tega menim, da je ta, bi rekla, dialog in pa to povezovanje ključno. In verjamem, da lahko tudi, bi rekla, tudi naši Slovenci, ne nazadnje strani davkoplačevalskega denarja izobraženi, vsi smo bili izobraženi, da imamo skozi tudi društvo Vtis to povratno zanko v tem, da lahko kreiramo, kajti mi potrebujemo tudi, jaz ves čas govorim, da imamo mogoče malo premalo tudi naših ljudi v Bruslu, ki bi lahko še kakšna vrata odpirali. Mi seveda kot zbornica smo zelo aktivni tudi znotraj Eurochambers, kjer delimo parket predvsem za gospodarske tematike, ampak ta del mostu, katerega sva zdaj omenjali, da bo trden, potrebujemo pa tudi ta četrti del, ki ga je Tim omenjal, a ne, kultura in te stvari, kajti tudi raziskovalci morajo mogoče iti skozi sistem, ki bi ga seveda se bilo postavljen, tudi v ta povezovalni del, kajti gospodarstvo se zaveda, mi potrebujemo bi rekla to podaljšano roko, kajti zdaj se išče nekje v tujini ali pa vemo, kako je s kadri in mislim, da tukaj je nek dober temelj za sodelovanje. In tu bi lahko naredili piko, pa ne bomo naredili vejico. Gospod Gajšek, pravzaprav isto vprašanje za vas, torej sodelovanje, povezovanje, kako vi ocenjujete trenutno stanje, glede na to, da ste neka stična točka, bi lahko rekli, med raziskovalci po eni strani, gospodarstvom na drugi, ne nazadnje spodbujate mlade podjetnike. Ja, tukaj je ena zelo pomembna stvar za začetek, ki jo treba razumeti. In sicer velikrat slišimo povezovanje gospodarstva in znanosti, ampak jaz mislim, da je to en tak nesrečen, zelo pavšalni izraz, ki pove sam en del tega, kar se zares dogaja. Pač povezovanje raziskovanja in znanosti, večina ljudi si potem predstavlja, pride ena velika firma, ne vem, Lek recimo, ki so glih sponzor, da jih omenimo, pa najde enega znanstvenika, pa nekaj naredijo skupaj. Ne? To se dogaja kar pogosto, ampak iz tega ne bomo nikoli naredili prebojnih inovacij. Ne? Slovenska industrija v Sloveniji, to je spet malo pavšalno odgovor na rahlo pavšalno vprašanje, v Sloveniji ni firme, ki bi bila zmožna skomercializirati recimo Izum od Sebastiana, ta na moji desni, ki ga slučajno poznam, ki je Izumil pač eno zadevo na hladni plazmi. V Sloveniji ni firme, ki bi to podprla. Je marsikatera firma, ki je sposobna to proizvesti. Ni pa firme, ki bi vložila v razvoj, pa v komercializacijo, pa pač iskala trg, pa tako naprej. To se dela na drug način. Ne? Torej, povezovanje z gospodarstvom v smislu tega, da pride ena velika firma, pa naroči raziskovalcem eno manjšo raziskavo, malo razvoja, neke meritve, tega je ogromno. Tle nam ni treba neke, mislim, tega je veliko, ok, lahko bi bilo več, seveda. Ne? Pa v določenih sektorjih je veliko več, seveda, ker je gospodarstvo na določenih sektorjih bolj razvito kot na drugih, ampak lejte, Slovenija je majhna. Ne? Če vodstvo ali pa razvoj ene firme želi dobiti dostop do raziskovalcev na kjerenkoli inštitutu, faksu ali pa kakršnikoli drugi inštituciji v Sloveniji, je to vprašanje enega telefonskega klica najverjetneje, ker so itak vsi diplomirali pri istih ljudeh. Zdaj pa, da bi pa delali neke res prebojne stvari, ki jih rabimo, po Dragijevem reportu, po Temlem, po tem, kar pravi VIPO za pač dogajanje, pa EIPO, torej uradi mednarodni za intelektualno lastnino, o dogajanju v Evropi, pa primerjalne prednosti, pa tako naprej. Imamo super znanost, sam iz nje nič ne naredimo na teh res prebojnih stvarih, razen parih redkih izjem. Tukaj se da pa zelo veliko narediti. Torej, če govorimo o povezovanju z gospodarstvom v tem razvojnem, mislim, v vidiku inkrementalnega razvoja, super. Prebojnega razvoja pa ni nič. Oziroma ni ta prave podpore, predvsem finančne. Ne, še, upamo. Še, no, se dogaja, se zboljšuje, absolutno, ampak
predvsem pa ni razumevanja, da je to popolnoma zato dve različni stvari in da se dve različni stvari dogajata in da tukaj ni vprašanje industrije, ampak vprašanje drugih inštrumentov, ki to podpirajo. Jaz se bom tle navezala. Mi moramo gledati tukaj, kaj se tiče povezovanja z gospodarstvom, moramo nujno gledati bottom up. Kaj to pomeni? To pomeni, da naša struktura gospodarstva je povezana z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji. Tisti, ki jih pač lepo Jakob omenja, a ne, ki so večji, imajo že te stvari, bi rekla, zelo lepo upletene, tudi ta most, bi rekla, je trden in vsebinsko deluje. Ne nazadnje, zato so se tudi odločali, a ne, za raziskovalni del večjih korporacij, da je v Sloveniji, ker imamo to znanje in stvari. Zdaj, seveda, potreba, ki jo pa vidimo, je pa v tem, da manjša podjetja nimajo to vrstnega dostopa, zaradi tega, ker seveda tudi raziskovalci imajo neke svoje časovne omejitve in okvirje. In seveda, če se ti odločaš med eno večjo korporacijo in pa seveda z nekom manjšim, in tukaj vidim, da je ena velik preboj. Zdaj, seveda tudi, če pogledamo na svetovnem nivoju, mi ne moramo kar veliko takih hudih prebojnih stvari najdeti. Ampak, če gledam zdaj japonski sistem, kako deluje, zaradi tega, ker praktično se vemo, ne, imamo tle zdaj že umetno inteligenco, s kjer se bo dal dosti delati. Oni imajo svoj sistem postavljen na tem, da mikromenedžerirajo vsebine. Torej, če jaz lahko izboljšam neko stvar znotraj nekega podjetja z raziskovalcem ali pa z akademsko sfero, a ne, naredim lahko, potem bi rekla, boljše. Torej, oni grejo v te majhne stvari. In mi lahko seveda, ko imamo te potenciale, lahko gremo tudi v tej smeri. Bi pa mogoče rekla, ne, podporno okolje mora imeti tudi jasnost, a ne. Mi v tem trenutku imamo en takš, kako bi rekla, mišmaš ali ne vem, kako naj to opredelim. Kajti v preteklosti smo mi, ali pa tudi če gledam, razviti svet ima zelo jasno postavljeno, kaj pomeni ekosistem. To pomeni, da recimo tehnološki park se ukvarja z visokimi tehnologijami in je dejanski sogovornik konkretno z raziskovalnimi inštitucijami, kar pomeni z raziskovalno sfero. Univerzitetni inkubator ima, da podela stvari znotraj svoje univerze in znotraj svojih fakultet, z njihovimi študenti, z njihovimi raziskovalci, z njihovimi profesorji. Medtem ko poslovni inkubatorji, podjetniški, nekateri tudi imenujejo, so pa tisti, ki bolj so targetirajo, bi rekla, na teh low pa mid teh stvarih in na nek način zajamejo stvari, če so to recimo kakšni ljudje, ki so še študenti, pa to jih takoj pošljejo v univerzitetni inkubator, torej oni so zajemalci, torej gledajo po terenu in jih potem, kako bi rekla, kanalizirajo naprej. To so bile včasih naše regijske zbornice, ki so imele, to bi rekla, sito skozi te infocentre, ki so potem postale vem točke pa spod točka, kar je potem to država začela, ampak to je bilo znotraj zbornic. Medtem, ko smo ustanavljali univerzitetni inkubator, bi rekla ljubljanski, pa ko je bil mariborski, pa ta UIPIM, univerzitetni inkubator primorske, a ne, smo imeli jasne stvari postavljene. Danes imamo šišmaš, a ne, vsak nekje nekomu konkurira ali pa ne vem kaj vse. Tle smo pa imeli, kako bi rekla, verigo zapiranja inkubacije ali pa razvoja zaprto, kar pomeni, da si ti potem na nek način skozi, ko si prišel do neke stopnje, si imel ti takoj naslednji korak, kjer te bo nekdo prevzel in nadaljeval. S tem, da smo si delili vsebine, da si ti že vedel, da bo nekdo iz univerzitetnega inkubatorja, ko se mu bo inkubacijski cikel 3 do 5 let zaprl, da bo prišel ali v tehnološki park ali pa v poslovni inkubator. In to je, kar nam v tem trenutku manjka, zato da mi te zanke zapiramo in da je ta umrljivost ali pa preživetveni moment večji in da na ta način lahko prehajamo. In je potem jasno, da tudi ni zmede, ker na nek način zdaj vsak nekaj dela, pa nekako, je bi rekla, čist
vse je razklano in podjetja ali pa tisti nimajo neke tovrstne usmeritve, kako in kaj. In spet, če poudarim, a ne, mi moramo imeti jasnost, bi rekla, in tako pri sistemu, kakor pa tudi potem tej podpori, ki dejansko je v tem trenutku imamo, ampak ne na takšen organiziran, jasen in bi rekla tudi sistemsko, finančno podprta, ne, in inkubatorji in vse. Tako da, evo, toliko z moje strani. Hvala, torej, če povzamem, pravzaprav je ena izmed težav tudi v tem, da ko se recimo nek raziskovalec odloči za podjetniško pot, če se seveda odloči za podjetniško pot, nima jasne strukture ali pa pregleda, ker se seveda s podjetništvom ne more srečevati ali pa morda ni tako zelo vpet v ta sistem, ne ve, kdo je prva točka, je zdaj to univerzitetni inkubator, ali je to tehnološki park, ali je to karkoli tretje? Mi moramo zdaj gledati večplastno, a ne? Ja. Zdaj, mi si ne smemo želeti, da imamo dobre raziskovalce, ki bi postali slabi podjetniki. Mi moramo tukaj najti ta, bi rekla, sinergijo med tem, da recimo, če ima ambicijo nek raziskovalec, ali je to znotraj univerze ali raziskovalnega inštituta, in če ima to, moramo zdaj ta most, in mi vidimo kot zbornica, da smo lahko ta most, ker ne nazadnje imamo tudi že 27 let zapovrstjo po vseh regijah pregled, kdo so najbolj inovativna podjetja. Imamo stik z podjetji, imamo 25 panožnih zbornic, 13 regijskih zbornic. Mi smo lahko tisti, kako bi rekla, mediator, da najdemo prave sogovornike za to, da vidimo, ker mladi ali pa kakorkoli raziskovalec lahko potem za svojim patentom, z raziskavo ali s čimerkoli je to stvarni vložek, ampak on še naprej lahko dela, razmišlja in zato pravimo, da moramo, saj si želimo tudi, recimo Mark Pleško, ga vsi poznamo, a ne, Kozi Lep ali pa, ne vem, tudi Bioseparations, Aleš Trancar, pa to so bili zelo izjemni raziskovalci, ki so potem tudi, pa biosistemika, pa tudi imamo tle z bio in tako naprej, a ne. To so vsi bili čudoviti raziskovalci, ki so pol k nam v tehnološki park prišli, ker smo jim pomagali sicer svoja podjetja postaviti, smo pa imeli tudi primere, ki so pa stopali v nekoga, ki je že znal prodajati, je imel že neko mrežo in tako naprej, so vstopali noter in so bili solastniki in so oni to, ker so bili najboljši naprej delali, medtem, ko je nekdo drug skrbel za prodajo, razvoj podjetja, za poslovanje in ta bi rekla drug operativni del. Tako. Se selimo bolj na... Če se lahko samo hitro, majčkeno repliko, ne. Jaz moram samo poudariti namen tega poročila in upam, da tudi današnje okrogle mize, ne da kritiziramo slovenski sistem preveč. Ne. Dejansko moramo biti ponosni na to, kar smo zgradili, smo le mlada država, imamo le zelo velik potencial. In so, tako kot je gospa Marjana omenila, so uspešne zgodbe tudi v Sloveniji. Tudi v Sloveniji se da marsikaj narediti. Jaz moram recimo, če malo povem zdaj osebno izkušnjo, nikoli nisem razmišljal o tem, o start-up prostoru v Sloveniji nasploh, dokler nisem med dodiplomskim študijom oddelal en mesec prakso v ACS Bio in videl, da to pa tudi pri nas gre, tudi pri nas se dajo inovacije nekako priti na trg, tako da treba je res na nek konstruktiven način gledati v bistvu na to, da lahko tudi v Sloveniji ustvarjamo to dodano vrednost. ACS Bio je bil v tehnološkem parku in to smo tako, vemo, da znamo z roko v roki delati in se strinjam. Absolutno, niti podrazno, niti nobene kritike. Govorimo o konstruktivnosti, kje so tisti pazli, ki jih moramo še sestaviti za to, da bo ta slika. Nikoli pa ni idealno nikjer, nobenem okolju. Mogoče če jaz povem v imenu podjetja ACS Bio. Tukaj resnično se strinjam z mojimi kolegi, da je Slovenija naredila ogromen napredek na tem področju. Mi smo se z recimo raziskavami v biotehnologiji in njihovo komercializacijo začeli ukvarjati leta 2006-2007 in takrat dejansko ni bilo nekega podpornega okolja. Zdaj je in zdaj to podporno okolje je in to je pravzaprav nek, bi rekel, super, ne? Kar pa bi rad izpostavil zdaj pri teh, recimo, kot dodatek temu, kar so že povedali kolegi, je, da v bistvu danes inovacijski prostor stališča našega podjetja je Evropa, lahko bi celo rekel svet, ampak vendarle je Evropa. To sodelovanje med
akademsko sfero, recimo in našim podjetjem, v bistvu poteka v Sloveniji, poteka v mogoče širši regiji, pa v bistvu pa v celotni Evropi. Tako ta razmislek, ki ga moramo pravzaprav narediti, kako še bolj povezati pretok inovacij iz akademske sfere v gospodarstvo, pa hkrati komunikacijo teh neizpolnjenih potreb z trga, da je gospodarstvo bolj učinkovito predaja akademski sferi, to se v našem podjetju gledamo na enem evropskem nivoju. Seveda je pa to res, da je najlažje priti do takega stika, če je to v lokalnem okolju, to je vedno prednost. Ampak to se mogoče celo malo pogrešal v tej beli knjigi, v tem poglavju o povezavah med akademijo in gospodarstvom, ker ko govorimo o raziskovalcih, je veliko poudarka na mobilnosti, na prehajanju med različnimi državami, kulturami in tako naprej. Ko pa govorimo o povezavah med akademijo in gospodarstvom, pa se na nek način spet morda preveč miselno zapremo v lokalno okolje. S tem, da pa seveda je naš namen in podjetij in akademskih ustanov v Sloveniji, da Slovenija kot okolje raste. Ampak pomeni, da bomo to lažje naredili, če bomo mentalno se odprli za sodelovanje v evropskem okolju na splošno. Najlepša hvala. Ja, še doktor Dale. Ja, jaz bi se tudi rad mal priklopil na izjavo Timovo in sicer mal svoje vidike, saj sem mislim na tej mizi mal izjema s tem, da sem jaz prišel kot Nemec v Slovenijo in je velika čast, da smem tle sodelovati, da sem že pri Beli knjigi mal sodeloval in da lahko tudi prispevam tle pri tej debati. In res, kot smo slišali, ni vse slabo. Rekel bi tudi, da niso noter toliko problemov, so noter neke izzive, na katerih delamo, neka lepa priporočila, kako bi se mogoče dal še kakšno priložnost izkoristiti, ker je mogoče še prostor za izboljšavo. Ampak res gre pri nas tle v Sloveniji za ekosistem, ki ni slabo, ki res ni slab. Slišali so na primer o tale WIPO indeksu. No, če se malo primerjamo, recimo z mojega izkušnja, da se malo mogoče primerjamo z Nemčijo. Slovenija je po mojem, če se prav spomnim, na 34. mestu, Nemčija na 9. po mojem. Ampak če pogledamo podatke, kaj se šteje tam, na kaj gledajo, veliko teh številk je v Sloveniji desno boljš in lepo rastijo, medtem ko v Nemčiji padijo. Nekaj se pa pove, eden je napovedan, da tretjina Slovencev nima čiste vode, kar ni res. Nekaj se pove, da imamo mi nekaj 5G pač omrežnino, omrežje, piše se pa, da v Nemčiji 99% ljudi ima dostop do 5G-ja. Če ste že enkrat vozili v Nemčijo, boste pa vedeli, da ni res. Saj to poznate, da ste čez mejo lih na tem, da mobilno omrežje več ni. Se pravi, to, kar vidimo v tem indeksu, ima nek teme, ampak to res ga ne bi vzel, res ne. In če gledamo na to, kar imamo, je veliko dobrih stvari. Recimo, če prav gledamo na sam akademski sektor, mi imamo financiranje preko, naprimer, programskih skupin, ker je nekako vmes stabilnega in kompetitivnega financiranja, stabilnim in kompetitivnim financiranjem. In takšen sistemski podpor za umestne čase, takšna sistemska podpora za vključevanje mladih raziskovalcev v drugih državah sploh ne. Mi imamo veliko res dobrih stvari tle v Sloveniji. In pri tem se tudi kar nekaj spregleda, če gledamo na evropski raven. Recimo, veliko smo slišali o Draghi poročilu. To je, poročilo ima veliko dobrih sklepov, veliko dobrih zaključkov, ima pa eno veliko napako,
po mojem mnenju, in sicer, da gleda samo izključno na denar, na vrnitev investicij in gleda na to, kako bo dobesedno prenašal to, kar naredijo v Ameriki. Akademska sfera ima več vlogov, če do zdaj gledamo, kakšne poškode imajo, kjer komunikacija med akademijo in občanstvom ne deluje. Potem vidimo, kaj je naredil Brexit, kaj imajo zdaj za prihodnega predsednika v Ameriki. Vidimo, da veliko teh stvareh tudi zelo tehtajo, da zelo velik pomen imajo. Na drugi strani obstaja več drugih poročil na evropski ravni, kjer na druge stvari kažejo, da ne kaže na to sam narediti isti kot v Ameriki, saj drug ekosistem je tu. Recimo, mi tle nimamo oligarhov v tem smislu, oziroma v Ameriki seveda so pravi podjetnik, bilionar. Tam imajo bilionare, ki sam na en telefonski klic nekih milijardov naložijo v kakšen faks, v kakšno fakulteto. Tega tle nimamo. Imamo druge načine, ki niso slabe načine, sam so drugačne. In s tem moramo delati, s tem, kar imamo veliko dobrega. Še kar dolgo govorim, da ne bom preteževal, bom malo nekaj, ampak res bi kazal na to, mi imamo veliko dobrega in če se tudi primerjamo z drugimi, in predvsej v Evropi smo zelo dobro in ni nič drugega tudi v recimo majhni Sloveniji kot v večji Nemčiji. Tudi v Nemčiji večinoma teh inovacij gre na trg, ne v tem načinu, da kupijo podjetje direktno iz univerz, direktno iz akademije. Največ se dogaja, pogledamo do Münchna, do Stuttgarta, največ, kar se dogaja, so zagonski podjetji, so startupi in pol teh se kupi. Se pravi, to mogoče še malo bolj podpreti, to mogoče malo bolj vključiti v izobraževalni sistem, pa smo na ful dobrem stanju in veliko bolj, kakor mogoče včasih mislimo. Najlepša hvala. Preden imamo zadnjih 10 minut za sprint do cilja, še vprašanje iz publike. Najlepša hvala. Luka Šinkovec bi v bistvu gradil na mnenju, ki je bilo ravnokar izrečeno. Specializiram se na vezavo Slovenija-Nizozemska. Letos recimo se je lepo pokazalo interes nizozemskih študentov v Sloveniji, ko so prišli in so direktno vprašali slovenska podjetja, zakaj ste pa tukaj, glede na to, da ste globalno podjetje, nekaj jih imamo tudi v Sloveniji, in odgovor je bil zelo direkten, zato ker je investment to research output v Sloveniji eden izmed najvišjih. Če pogledamo recimo stroški življenja, stroški investicij v Nizozemskem napram v Sloveniji, neprimerljivo, še posebej glede na to, da so oni bili v svetu IT-ja. Drugo, kar se pa treba zavedati, je, na Nizozemskem, Berlin in druge lokacije so investicijsko izjemno zasičene. Ideje, inovacije se rabijo tam neizmerno bolj boriti, da so tam prodorna in dobijo inovacijo. Po drugi strani imamo pa v Sloveniji tudi svoje gospodarske izzive in izzivi ponavadi so tudi priložnosti. Da je samo, kako lahko tudi te ljudi, ali so to Slovenci ali tujci, da jih lahko privabimo sem in da jih tudi inkorporiramo v lokalno gospodarstvo. Bi pa morda za panel, za razmislek dal samo vprašanje, kako lahko povečamo retencijo slovenskih oziroma evropskih idej, da ne odidejo izven Evrope. Ker namreč marsikdaj se vidi, da dofinanciramo kakšno res prebojno, lahko tudi unicorn level idejo, ki pa potem izgine. Hvala. Hvala za vprašanje. Imamo kar nekaj replik. Doktor Kosec, vi ste imeli prvo, če se ne motim. Jaz sem pravzaprav hotel povedati, ta vidik podjetništva in spodbujanja podjetniškega načina življenja pri mladih, mislim, da je izredno pomemben in to, kar vidim razliko v tujini, je, da nekdo, ki se v tujini odloči, da bo podjetnik, s tem nekako ne ogrozi svojega socialnega statusa, on ve, da če mu bo šlo dobro, super, če mu ne bo šlo dobro, bo še vedno lahko ali ustanovil novo podjetje ali pa bo šel kasneje drugemu službo. Medtem v Sloveniji je pa ta razlika med tem, da si ti podjetnik ali pa da se zaposliš v dobrem podjetju, ki jih je mnogo seveda,
je izredno velika in potem je mogoče na nek način racionalni razmislek, mnogih je, grem raje v službo in ne bom tvegal. Ne. Tako da to, če bi lahko na nek način razmislili o tem, kako to podjetništvo bolj spodbujati, se mi zdi, da bi temu okolju še zelo koristilo. Torej, verjetno spodbuditi mentaliteto, da nam more 10-krat ne uspeti, da nam enkrat pa uspe in da to je spodbudno. Ker se največ naučimo iz tistih izkušenj, ki nas najbolj zabolijo. Hvala, eno vprašanje imamo še iz publike. Zadaj bomo dali najprej prednost vprašanju, velja, potem pa še vsi ostali dobite možnost za odgovor. Ja, zdravo, Tina Nemarnik tukaj. Jaz imam eno vprašanje, sicer ko se grejo posamezniki v tujino in tako naprej in se vračajo in potem pridejo zakonske zanke, precej nehvaležne za posameznike, no, pač vkolikor se podjetništvo želi razširiti v Republiki Sloveniji, je primarna stvar, da se absolutno resetira vsa zakonodaja in vse skupaj zgradi znova. Bomo upoštevali ta predlog. Želi kdo še kaj dodati, drugače grem k zadnjemu vprašanju oziroma drugemu mojemu vprašanju. Jaz imam en zelo kratek odgovor na zelo konkretno vprašanje, ki je bilo tamle. Kako preprečiti evropski beg v Ameriko, specifično ali pa na Kitajsko, no, saj so obojni precej aktivni. Dva načina sta zares. En je tak relativno neproduktiven in sicer, da se pač to prepove. Kar je možno, ampak ni zares, tako ne narediš konkurenčnega podjetja. Drug je pa okrepitev kapitalskega trga. Pač to, zakaj grejo firme tudi zakaj grejo slovenske firme v Nemčijo, recimo, ali pa v, ne vem, Švico ali pa v Britanijo, je, ker pač tam dobijo financiranje. Torej, dokler bodo evropska podjetja dobila dovolj ustreznega kapitala v Evropi, bodo ostala evropska. To je relativno preprost odgovor, zdaj kako do tega prijeti, je pa izjemno kompleksno. Jaz bi mogoče še se navezala, zdaj smo prebili, prvi imamo sklad za Deep Tech, a ne, seveda moramo pa reči, no imamo dva, ja tako, ampak v vsakem primeru govorim o tem, da smo začeli vsaj na tem kapitalskem trgu začeli malo migati, seveda nas mogoče tudi sosedi Hrvati, a ne, opominjajo, da ne govorim pač o Italijanih, ki so 3 tedne nazaj sprejeli spet bi rekla zelo, zelo spodbudne vsebine in za startupe in za investitorje, da sploh ne govorimo o avstrijski posebej Koroški, ki je zdaj dvojezična, kjer več ni sramota, da si ti Slovenije, tako kar je bilo v preteklosti, a ne, torej se tudi celo v šole upeljuje en teden, eden je slovenski, eden teden nemški, zato da se hitro na oba jezika predstavimo, ok, pustimo, da nam zdaj zdravniki odhajajo gor, zato ker tudi dobijo naša podjetja zdravnike, ki so slovensko govoreči, ker gre za, torej od Radovljice naprej imamo kar veliko sip zdravnikov, ki odhajajo v Avstrijo, ker je pač dvojezični del, seveda tudi enako velja za italijanski, ampak to, kar je bilo rečeno, podjetja imajo vedno dva izziva. Prvi izziv je seveda, kako ti kapitalsko rasteš in pa trg, a ne, torej povezano s financami, na drugi strani pa seveda ta kapaciteta ljudi, ki so znotraj. Torej, trg je ponavadi majhen in zaradi tega iščejo možnosti in zdaj seveda, če ti hočeš na kitajski trg prideti, tle imam mogoče kakšno kilometrino, ker sem tudi med ustanoviteljicami slovensko-kitajskega poslovnega sveta, zdaj 3 delegacije smo imeli zelo močne na Kitajsko. Mislim, na kitajski trg, če ti hočeš vstopati, potrebuješ lokalne partnerje, a ne, in pa seveda, če dobiš ta prave in tukaj imamo zdaj kar veliko sporazumov, pa ne samo MOU, ampak prav konkretnih, a ne, predvsem za med teh področje, pa živilske industrije, pa posebno teh materialov, a ne, imamo podpisano, seveda dobiš takoj trg in ti pač kot podjetnikov, ki na nek način takrat gledaš, a ne, svoje KPI-je in kako imaš potencial za rast, se seveda odločamo. Trg je tisti, ki nas omejuje, kapital je eden, ki nas na nek način lahko malo umili ta preskok, ker je Evropa kot taka še zmeri dost velika in če s tem se poveže tudi možnost financiranja tukaj, ne rabiš tudi v Ameriko, ker ponavadi Amerika tista, ki ima neko dodatno še finančni vzvod, a ne. Je pa seveda spet ne,
vedno, ko gledamo, ali pa če gledamo strukturo, zakaj se nekdo odloča, pretehtajo tudi tisto, kar je bilo rečeno, a ne družinske zadeve in pa nek well-being, kot se reče, a ne tudi odtehta. In mislim, da Evropa še zmeraj ima ta del v nekem večjem plusu kot v drugih primerjalnih državah. Lahko za intermezzo samo še publiki damo enkrat besedo, ampak v malce drugačni obliki, a lahko zopet bomo izvedli eno kratko anketo. V zrak dvignete roke vsi tisti, ki ste raziskovalci, ali pa dajmo tako reči, vsi tisti, ki vsi tisti, ki razmišljate o svoji podjetniški poti ali pa že imate svoje podjetje. Ok. Zdaj pa dvignite v zrak roke vsi tisti, ki imate podjetje ali boste podjetje odprli v Sloveniji. Ok, torej manj rok kot na začetku. Velja. Za ključne replike jih bo kdo podal? Sicer bom vas prosila za odgovor na zadnje vprašanje, ki je... Ja. Lahko jaz, mogoče malo tako za zaključek. Naj najprej povem, da sem zelo zadovoljen s tole okroglo mizo in z celotno debato, ki smo imeli danes na to temo. Kot vidite, je tematika zelo, zelo kompleksna, ima zelo veliko različnih plati, ki si jih lahko človek dotakne. Zdaj, ta okrogla miza je bila sestavljena tako, da imamo nek poudarek na povezovanju med gospodarstvom in akademijo, ampak se pravim, ogromno nekih različnih leč mora človek uporabiti, ko se v bistvu sprašuje, kako ta sistem deluje, da ga dobro razumeš iz vseh različnih vidnih kotov, da poznaš problematiko in da znaš povedati, katere rešitve bi bile mogoče dobre. Tukaj, če se navežem na vprašanje iz publike, tudi o tem malo, kako se primerjamo ne samo z našo širšo evropsko družino, ampak tudi s svetovnim gospodarstvom. Mislim, da velikokrat gre debata preveč v to neko črno-belo črno-belo razpravo o tem, ali smo tako dobri kot Američani, ali smo tako dobri kot Kitajci, ali nismo. Mislim, da se moramo, tako kot Slovenci zavedati, kaj imamo, se moramo tudi kot Evropejci zavedati, kaj imamo. Ne? Naš sistem ni popoln, ampak verjemite mi, noben sistem ni popoln. V Evropi uživamo kvaliteto življenja, uživamo način življenja, uživamo pravice, o katerih v drugih delih sveta lahko samo sanjajo. Imamo pravice, ki privabljajo talente iz celotnega sveta. Zdaj, ali je to nekaj, kar je dovolj, ali je to nekaj, kar vsakemu posamezniku omogoča, da razvije svoj potencial do tiste meje, kot si sam želi? Ne, ampak noben sistem sam od začetka do konca tega ne more ponuditi. Mislim, da ko razmišljamo o tem, kakšno prihodnost si želimo, ne smemo gledati na to, da bomo postali kopija Amerike ali pa kopija Kitajske. Mi moramo ostati Evropa, moramo se zavedati, da imamo prednosti, ki jih imamo, in če to pomeni, da zdaj bomo imeli namesto 100 unicornov, se pravi samorogov, to so podjetja, ki dosegajo milijardno valuacijo, da jih bomo imeli samo 10 na leto. Če nam to omogoča, da imamo kot družba takšno kvaliteto življenja, potem naj bo to tako, ampak naj bo sistem tak, da omogoča vsaj tem 10, da se razvijajo in da pridejo do tega potencijala in da se ta blaginja nekako lahko razširi na celotno populacijo. No. To je nekako moj pogled na to vprašanje. Tim, najlepša hvala. Samo še zadnja replika. Gospod Gajšek, ampak naj bo res enominutna, kajti našim nekaterim panelistom se kar mudi naprej, tako da bomo kratki. Ker se meni tudi mudi. Definitivno ne smemo izgubiti svoje evropskosti, ampak ne smemo pa ostati na občutku tega, da je vse ok, ker realno imamo ogromno prednosti. Definitivno. Tudi Slovenija ima primerjalne prednosti, mislim, konec koncev, če smo že na znanstvenem področju, mi smo številka 1 na svetu po doktorjih znanosti per capita. To ni kar neki. Ampak od kvalitete življenja kot take se ne da živeti. Moramo vedeti, kje jo je Evropa zgradila, odkot je prišla in kaj so njeni zgodovinski temelji. In zdaj, če jo hočemo dolgoročno obdržati, ne smemo pozabiti gospodarstva in ne smemo pozabiti
razvoja, predvsem pa v svetu, kot se danes obrača, ne smemo pozabiti na to, da tehnologija je faktor suverenosti. Če se želimo kot Evropa lastno odločati, moramo biti tehnološko neodvisni. V tem trenutku pa žal nismo. Najlepša hvala, spoštovani, spoštovane. Hvala, da ste sodelovali v tej debati, hvala pa seveda vam, spoštovani panelisti. Jaz mislim, oziroma tim bom kar predlagala, da to postane ena takšna redna stična točka gospodarstva, akademije in raziskovalnega prostora, tako da pozdravljamo to vrstne debate tudi v bodoče. Lep dan in uživajte še naprej v simpoziju.